drage poslušalke in cenjeni poslušalci, en lijep pozdrav iz Benečije. Samo na von hodim, sonce, drevo, ptičje, rože, trave, na vergore. Na vergore. Inštitut za slovensko kulturo je v okviru evropskega projekta Zbor zbirke Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom popisal in uredil 14 zbirk od Kanalske doline do Nediških dolin. 3 od teh zbirke bojo dosegljive samo na spletni strani, kjer so predstavljene vse zbirke, ki so bile popisane v projektu. 7 zbirk v Nediških dolinah smo obiskali v soboto 14. marca v sklopu izleta Muzej po poti, ki ga je Inštitut za slovensko kulturo pripravil, da bi se ogledali zbirke, ovrednotili delo zbiralcev in pokazali, kako je možno prispevati k turističnemu razvoju z ohranjevanjem in ovrednotenjem svojih korenin, kulture in jezika. Ogledali smo si zbirko Oda Lezica v Čedadu, muzej v Dreki v vasi Trinko, zgodovinski muzej Balus v Gorenjem Tarbju, zbirko Elja Kolica Kaluta v Hnidovci, zbirko Hrablji v Vrtači, Kovačijo muzej Varhamata Jurija in Huelba Nokliet v vasi Mašerah. Je treba reči, da zbirke na Matajure so bile pripravljene v sodelovanju z občino Sovodnje. Zahvalim za to veliko darilo, ki sta nam dali sa Uodianem in Mašerah. Regalo è stato fatto principalmente dall'Istituto per la Cultura Slovena, partner del progetto, e quindi del suo presidente, qui presente la signora, la nostra amica prijateljica Bruna Drvolò, e grazie anche qui alla signora Spela Ledenek, che è il project manager Zborni Zbir. Grazie perché oggi non abbiamo aperto solo, stiamo aprendo un sito qui della Horzova Chisa, che a proposito dimenticavo il proprietario di questa casa, che attualmente è il signor Kudric Silvano, che non è qua presente, è su in Belgio, che è anche grazie a lui che oggi apriamo questa stanza molto importante, il museo, no? Pozdravljam vse v imenu Instituta za slovensko kulturo. Institut se vija, da dela za našo kulturo, da ne pozabimo, in tle vidim, da ljudje nečejo pozabiti, in da znajo lepo reči, kar te stari nas upustili, se le pokazati. Kar je buj, je pokazati te mladim, da se zdi tel in drug svet. Ne bom na duzin govorila od tolha, da bi htjela da bo prav Mojca Ravnik, tista, ki je tel projekt pomislila, in Špela Ledenek, ki je projekt menadžer od tega projekta, bolje od projekta govorila. Jaz bi htjela, mislim, v imenu vseh tistih telih, do nas smo videli 7 telih muzejev. Smo bili v Predporečanskih dolinah, sad smo pa šli tle pod Matajur. Ih je 14 tle na italijanski strani. Vsi jih bojo mogli videti, 3 se bojo videli samo pa v internetu. To je velika riječ. Mi mislimo ne samo za našo kulturo, ma za kar želejemo z našim delom dati tudi tisti ekonomski razvoj, tisti turistični razvoj, od katerega že 30-40 let govorimo, pa še lenje pa šutle v naše doline. Jaz mislim, da tel je un gran passo avanti su questa strada. Bi htjela puno zahvaliti, mislim, v imenu vseh tistih, ki so te zbirke naredili, Marinu Černetič. Za žalost do nas je nje znama, mislim, da brez nje malo smo bili naredili. Zato ste zares ju zahvaljujem. Ne bom na duzin govorila, se bomo potem pogovarjali. Jaz bi dala besedo doktorji Spele. V današnji dan, ko smo videli to pestrost, raznovrstnost vseh zbirk, ni kaj več zapovedati. Videti smo zbirke takšne
monografskega, kot je zbirka grabelj, zbirka likalnikov, do zbirk, v katerih so zelo raznovrstni predmeti, do virtualne zbirke. In če smem popraviti, na italijanski strani za 14 zbirk je poskrbel Inštitut za slovensko kulturo, poleg tega sta še 2 zbirki v občini Podbonesec, 2 zbirki v občini Tipana in 1 zbirka v občini Brdo. Torej na italijanski strani je vsega skupaj 19 zbirk in 15 na slovenski strani. V projektu so sodelovali poleg glavnega partnerja ZRC SAZU-ja na italijanski strani Inštitut za slovensko kulturo, ki mu gre vsa zahvala. Mislim, da stvari ne bi bile izpeljane, če ne bi za celotno komunikacijo poskrbel Inštitut za slovensko kulturo z Bruno in predvsem z Marino na čelu. Ja. Tako da še enkrat hvala Marini. Potem so sodelovali 3 lokalne skupnosti in prav tako na slovenski strani občina Kanal ob Soči, kateri predstavniki so danes tudi z nami, potem občina Brdo in občina Kobarid ter 2 muzejski inštituciji, Gornjesavski muzej Jesenice in Goriški muzej iz Nove Gorice, ki je skrbel za ta muzeološki del, za samo sprovedbo popisa. Mojca Ravnik. Hvala. Nisem pričakovala, da bom imela besedo, ampak če že imam besedo, bi se zahvalila, mi je veliko veselje tukaj to spregovoriti. Mi se pa spomnila na tista leta, ko smo postali pozorni in na Kovačijo in na to velban prostor, pa na to arhitekturo tukaj Gorčove hiše. Je prav, da se spomnimo, da so v 80. in 90. letih potekali od Devina do Kanalske doline mladinski raziskovalni tabori, ki so jih vodili Narodna in študijska knjižnica v Trstu, pa še drugi, tudi neka društva učiteljev naravoslovja in podobni. To so bili tabori, kjer so bile skupine etnološka, zgodovinska, sociološka, geografska. No, ampak leta 96 smo tukaj bili in se spomnim, ker sem prvo noč, jaz sem stanovala tukaj le z enimi pridnimi študentkami v tej sosednji hiši lepi in prvo noč, ko so študentje noreli, kričali, sem si mislila, bogi vaščani, ker ne bojo spali. In je prišla ven Luiza na cesto, pa je rekla, tole sem eno krostato se vam spekla. Skratka, tako so lepo so nam sprejeli. No, ampak dokumentirali pa smo to arhitekturo in meni res to tudi ni dalo nikoli miru, kaj bo s to Kovačijo, kaj bo s temi lepimi elementi te domače izvirne kulture in sem zelo vesela, da je to prišlo v zbor zbirk in se vsem zahvaljujem, ker resnično to, kar ste delali tukaj na Inštitutu za slovensko kulturo in vsi njihovi sodelavci, to je bilo nekaj čudovitega, no, in jaz upam, da bo res in domačini, predvsem domačini, potem pa vsi obiskovalci, res tukaj ta pričevanja kulture in ene izvirne zgodovine, da bodo dojeli skozi te zbirke, no. Hvala lepa in lepo se imejte. Jaz doma sem imela zares puno blaga, puno starih reči, ki sem držala, že odkar sem prišla moje prve leta tleh Mašere po potresu. V naši hiši je živela nona je bila sama, mama od Germanu so bili v Milane. Nona je zares željela, da kaj še ostaneta na hiš. In kar nas je zagledala, mene in Germanu, kaj naredila, da jaz in Germanu smo ostali tle pri Mašere. Nona mi puno reči pustila. Ona že je virvala in rada mijela našo hišo. Je bila 60 let nevijesta, ta zmata Jure je prišla, jaz sem prišla do Zmarsina. In ta pri noni puno reči sem se navadila. Ona se je oženila leto 25. In mi govorila, da tle pri Mašeri tisto leto je bilo 150 ljudi. Kar sem se iz Germanu naženila in nas je bilo samo 120. Me je pravila, da tiste leta je bilo
več krav kot ljudi. Jih je bilo približno 700-800 na ven. Vem samo, da tiste leta, kar ona se je ženila, vsi so zares delali, vse okole je bilo čedno. Mašerut so imeli pod jelino vse njih njive, dol so imeli vinjike, so imeli puno grozja, tle zdol imamo klijet, boste videli, imamo neke reči, ki kažejo, ko so grožje, so imeli vino, dol so imeli pšenico, so imeli sirak, so imeli vsega, nič je njen manjkalo. Tako da vse, kar jaz sem zavedla od none. Nona je varvala puno, ne samo vse, kar je bilo, ta parhiza i ti delati po njivah. Ma imela puno reči, ki so bile pruženske, tako da, kaj je videla, da mene so bile vseč srajce, kikice, pavoji. I začela nona gledati okole, da vsi so me prinesli kijek ponomalo. Tako da kar bo ta videli tle not, so reči, ki nona je pustila mene, ma ki tudi prijateljce od none, ki so jo hodile gledati, kar so zavedli, da mene tako so me zanimale, so me se več reči prsle. Podle se no reč, naše žene, da smemo pozabiti, so hodile puno po svijete, puno so bile dikle, in dost rečisno zastopi, pinsande niso bile narete doma, ma vsaka čeča, vsaka žena, ki sla za diklo, ka se je vrnila, pa je kijek lepega prinesla z mesta, ker tle ljudje so bili bozi. Boste videli puno makini za šiva, tako da po vaseh, tle pri Mašeri je bilo 4 znidarju. Vsi so mir znidarju, vsi so šivali in dost reči so bile domače. Boste videli 2 koše, ki so hodili naši te mladi možje enkrat huzirati. Iz naših krajev. Inštitut za slovensko kulturo vabi u okviru projekta Zbor zbirk na otvoritve Infopoint u Ukvah u petek 27. marca in u Rezi u soboto 28. marca. Planinska družina Benečije vabi po dolini Svetega Lijenarda. U nedelju 22. marca odhod ob 9 uri zjutra u Škrutovem. Anše za Veliko noč na otok Brač od 3. do 6. aprila. Hrupno srečanje na Lijasah u soboto 28. marca. Kulturno društvo Rečan organizava u telovadnici na Lijasah koncert mladih bendov, ki je ratu u zadnjih letah že tradicionalen. Začetek ob 8. ampu zvečer. Društvo Kobelja Hlava vabi na delavnico Pirh. Pisane, popraskane velikonočne jajca, tako jak so jih znali runatankrat. Na Solarije u nedeljo 29. marca ob 3. popodan u sodelovanju s skupine iz Poljubina, ki dela z batik tehniko. Za danas je vse, se slišimo spet čez en teden, a lijep pozdrav iz Benečije.